V Sloveniji je v novem letu najzanimivejše vprašanje, kdaj bomo dobili vlado in kdo jo bo sestavljal. Večina poslanskih skupin v državnem zboru predloga o vladi narodne enotnosti ne podpira. Pozitivna Slovenija, SDS, SD in Nova Slovenija so to sporočili 3 strankam predlagateljicam take vlade. To so Državljanska lista Gregorja Viranta, Desus in Slovenska ljudska stranka. Zaposleni v Elektro Primorska nadaljujejo stavko. Od uprave zahtevajo izplačilo celotne praznične nagrade v višini 1465 evrov bruto. Vodstvo družbe pa jim ponuja izplačilo le 354 evrov bruto za zaposlenega, kar naj bi bila posledica slabših poslovnih izidov družbe v lanskem letu. Zaposleni so stavkali že 3 dni v prejšnjem tednu. Ministrstvo za kmetijstvo bo ta teden v Uradnem listu objavilo 3 javne razpise iz programa razvoja podeželja za obdobje od leta 2007 do 2013. Razpisi bodo namenjeni ukrepu za zgodnje upokojevanje kmetov, za obnovo in razvoj vasi ter za ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja. Za vse 3 ukrepe je razpisanih 9 milijonov evrov. Carinska uprava z novim letom prevzema od republiške davčne uprave v svojo pristojnost še zadnji in največji sklop davčnih izvršb. Gre za globe, stroške prekrškovnega postopka in odvzem premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska, ki jih izrekajo drugi prekrškovni organi. Carinski urad Maribor je pristojen za terjatve policije, urad v Murski Soboti pa za terjatve ostalih prekrškovnih organov. Oba pa čaka precej dela, saj bosta od davčnih uradov po državi prevzela za več kot 11 milijonov evrov neporavnanih obveznosti nekaj nad 40 tisoč kršiteljev. Pri izterjavi jim bo v pomoč tudi aplikacija e-izvršbe, ki bo tudi upnikom omogočala vpogled v stanje dolga. Na Sljemenu na Hrvaškem se danes merijo najboljše slalomistke. Po prvi vožnji, ki še traja, je na vrhu letos nepremagljiva Marlies Schild. Na trenutnem 2. mestu pa je Tina Maze, ki pa za prvo zaostaja že skoraj sekundo. Na startu sta danes še 2 Slovenki, Ilka Štuhec ima številko 53, Katarina Lautar pa 66. Druga vožnja bo na sporedu ob 18. uri. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi manjšimi padavinami. Dopoldne bo ponekod pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 1 do 4, čez dan do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo v zahodni in osrednji Sloveniji pooblačilo. Pihal bo jugozahodni veter. Pozno zvečer bo po večjem delu države deževalo. V petek pa bo po večini sončno, ponekod bo pihal severozahodni veter. V dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. Kdaj bodo starši otrok v vrtcih dobili odločbe o plačilu vrtca? Ali bodo na Ptuju končno začeli z gradnjo nove šole s prilagojenim programom? V KGB-ju v Mariboru so v zadnjih dneh preteklega leta navdušili člani kvinteta Piazzoleki. Bodite z nami ob 18.